Pozdravljeni! Vrtec Navihanček v središču ob Dravi je minuli teden pripravil slovesnost ob zaključku šolskega leta, ki je služila tudi počastitvi 50-letnice vrtčevske zgradbe. Svoj prispevek na slovesnosti so dodali otroci iz vrtca, tamkajšnji šolarji ter ravnateljica in župan. Slovesnost se je začela s kar dvema himnama, slovensko in vrtčevsko himno, ki so jo predstavili otroci iz skupin Sončki in Gumbki. Središču smo, pa ne sveta, središče ob Dravi, mi smo doma. Slavnostna govornica je bila magistrica Jasna Munda, ravnateljica vrtca in osnovne šole Središče ob Dravi, ki je podrobno predstavila zgodovino vrtca. Med drugim je povedala: V šolski kroniki za leto 1975 lahko preberemo: najvažnejši dogodek je bilo zagotovo otvoritev novega vrtca ob dnevu republike. V zelo kratkem času, od avgusta do decembra, je Marles Maribor postavil nov vrtec s kapaciteto 80 otrok. Sredstva za vrtec smo dobili preko skupnosti otroškega varstva Ormož in republike. To je bil pomemben dogodek, o katerem je za časopis Tednik poročal takratni novinar, sokrajan Jože Rakuša, in ga pospremil z besedami: pred otvoritvijo vrtca je bila v kinodvorani skrbno pripravljena slovesnost, s katero so središčani, predvsem pa malčki iz vrtca, pozdravili svoj novi dom, igre in dela. 50 let je torej od tega, ko smo dobili v središču novo zgradbo vrtca, ki še danes služi svojemu namenu. Potrebno pa je povedati, da je bil vrtec v središču ustanovljen že mnogo prej. V pisnih virih zasledimo, da je med drugo svetovno vojno v središču in v Obrežu na različnih lokacijah deloval vrtec, vendar je bil to nemški vrtec, katerega glavni cilj je bil naučiti otroke nemško in jim vcepiti nacistični duh. Začetki delovanja slovenskega vrtca pa segajo v čas kmalu po drugi svetovni vojni, v leto 1948. Takrat je bil imenovan odbor za ustanovitev doma iger in dela. 1. junija 1948
je vrtec začel delovati v prostorih bivše hranilnice in kasneje v prostorih stare pošte. Največ je k temu prispevala gospa Milena Šavora, ki je v začetku tudi brezplačno upravljala dom. Novi vrtci so bili v tistih časih v pretežno kmečkih okoljih deležni številnih pomislekov in celo nasprotovanj. Vendar se je zavedanje o pomenu predšolske vzgoje postopoma dvigovalo. Takratni vrtec so pestili premajhni in neustrezni prostori, težki pogoji za delo ter pomanjkanje strokovno usposobljenih vzgojiteljic. Toda na obzorju so bili boljši časi. V šolskem letu 1954-55 je središki vrtec obiskovalo 36 otrok, ki so bili razdeljeni v 2 starostni skupini. Zaposleni sta bili 2 vzgojiteljici, v letih manjšega vpisa ali pomanjkanja kadrov pa je bilo v vzgojni proces vključenih tudi veliko ostalega osebja. Kot zanimivost naj povem, da smo največji vpis otrok beležili v šolskem letu 1987-88. Takrat je vrtec obiskovalo 105 otrok. In za primerjavo, v začetku tega šolskega leta smo imeli vrtec vpisanih 58 otrok, kar je hkrati tudi velika večina vseh predšolskih otrok v občini, ki bi lahko prišli v vrtec. Sledil je bogat kulturni program. Vmes je zbrane pozdravil tudi župan Toni Jelovica, ki je med drugim povedal. Ob tej obletnici ne vam izrečem obljube. Občina bo še naprej podpirala in vlagala v kakovostno predšolsko vzgojo. Naši najmlajši si zaslužijo najboljše pogoje za igro, rast in učenje. Pred kratkim je pri vinogradniku Sašku Štamparju oziroma pri Martinu I. Ormoškemu potekalo polnjenje steklenic z vinom iz ormoškega mestnega vinograda. Gre za znamenito županovo vino, ki občini Ormož služi kot protokolarno vino in predstavlja simbol lokalne vinogradniške dediščine. Po uvodnem okrepčilu, ki sta ga za akterje zanimivega dogodka pripravila gostitelja Marjeta in Saško Štampar, so zbrani, med katerimi so bili župan Danijel Vrbnjak, vinogradnik Milan Hlebec, Stanko Rakuša, Martin II. Ormoški in delavci režijskega obrata, z delom hitro začeli. Vso posodo in polnilnico je bilo potrebno najprej temeljito očistiti in jo spraviti v funkcijo, kar v bistvu vzame še največ časa. In preden vino gre v steklenice, je le še potrebno donegovan pridelek tudi poskusiti. Martin II. Ormoški, ki je skrbnik mestnega vinograda in je poskrbel, da je vino tudi primerno dozorelo, pravi. Ja, vino je vrhunske kvalitete, bilo je 2-krat z ena ocenjevanju, dobilo 2-krat zlato medaljo, Podgorci je celo bil prvak Šipona, tako je vrhunsko. Ste kaj posebnega dodali, kar se tiče kaj osebnega v nego tega vina? Čisto nič smo ne dodali, razen tote, ki je bilo zelo majhno, smo mogli imeti malo večjo kontrolo nad samim moštom pa med samim vinom. Dozorevalo je torej doma pri vas, ne v vaši kleti? Ja, dozorevalo je pri nas, ker nimamo še občinske kleti, pa drugot ne, jaz pa imam malo večjo klet, pa malo vina, tako ni problema, ne. No, kako to, da ga flaširate tukaj pri Štamparju? Ja, mi s Martinom prvi smo prijatelja, pa on ima to tako postrojenje, sicer jaz tudi imam, ampak tako nekaj od on, pa smo se dogovorili, da bomo tu sflaširali, pa malo se podružili. Vino je Šipon, pobran v ormoškem mestnem vinogradu lansko jesen.
Kot je znano, je prvotni nasad vinskih sort Čipona v mestnem vinogradu vhod v mesto krasil od maja leta 2018, a ga je žal pokosila trsna rumenica, tako da so ga spomladi leta 2022 zasadili na novo. Lansko leto pa je tako bilo že približno 100 kg pridelka, iz katerega je priteklo kar nekaj vina. Ja, zdaj smo v zaključni fazi, to se pravi, da steklenice napolnimo. 70 litrov je bilo, tako da pričakujemo tam blizu 300 steklenic. Lepo protokolarno darilo, tako da še to zaključimo, lepo zložimo v klet in to je, kar se tiče lanskega leta. Prav pridejo te buteljkice za darilo, recimo, komu so namenjene v bistvu? Ja, moram reči, da jih vsem tistim, ki podarimo, zelo lepo sprejme, gre za eno posebno gesto, konec koncev smo vinogradništvo, vinarstvo je pri nas zelo pomembna panoga. Šipon, itak je sorta, na katero želimo čim bolj promovirati. Tako da lepo darilo, ko pride kompleten paket, to se pravi še zalit steklenica z voskom, z žigom, kompletno lepo z embalažo. Moram reči, da je lepo protokolarno darilo, ki bi rekel dober glas, kar se vina tiče, promocija Šipona, bi rekel širimo kar po celi Sloveniji, pa še izven slovenskih meja. No, zanimivo je tudi to, da se pravzaprav vi kot župan lotevate vseh teh del, Kot vidimo, vam tudi polnjenje steklenic gre od rok. Ja, moraš biti pri vsem poleg, konec koncev zato smo se odločili, to delamo. Dobro je, da lahko tudi pri čem pomagaš, tudi konec koncev pri promociji, to je nekako, bi rekel, slika, zgodba vseh vinogradnikov, naše destinacije, naše občine in lepo je z njimi delati. Lepo je, da promoviramo vino, lepo je, da čim več turistov pripeljamo, pa tudi komu polepšamo za eno dobro kapljico dan. Zbranim je delo šlo dobro od rok. Pridelek so napolnili v steklenice po 1/4 litra, ki so jih kasneje tudi primerno opremili. V tem času pa že čakajo na priložnost, da kot občinsko protokolarno darilo pridejo v roke zaslužnim. 6. praznik občine Ormož poleg kulturnih in družabnih prireditev prinaša tudi športna dogajanja za vse generacije občanov. Tako je v petek potekal Dan mladih, ki je letos bil športno obarvan. V Ormož pa pripeljal več kot 500 šolarjev iz vseh osnovnih šol v občini. Gre za drugo takšno prireditev, ki jo za mlade organizira urad župana občine Ormož in v času občinskega praznika predstavlja svojevrstno darilo mladim občanom. Tako je v petek dopoldan Ormoški športni park bil stičišče mladih športnikov, željnih druženja in različnih športnih iger, ki so potekale pod vodstvom organizacije Plazma športne igre mladih. Organizacija svojo ponudbo omogoča otrokom in mladostnikom, da že od najzgodnejše šolske dobe spoznajo pomembnost športa in zdravega načina življenja, timskih vrednot, poštene igre in predvsem kako živeti zdravo. Koordinatorica dogodka pojasni. Danes je v Ormožu velik športen dan, športni praznik bi lahko dejali, ki smo ga začeli že ob 8:30 oziroma 9:00 zjutraj. V Ormož smo tokrat pripeljali učence od 1. do 9. razreda vseh osnovnih šol občine Ormož in Dan mladih priredili letos v športni preobleki s projektom Športne igre mladih. Smo jim tako pripravili številne igre, kjer otroci seveda spoznavajo ta tekmovalni duh, pa tudi predvsem spoznavanje in, kar je še pomembneje, sodelovanje. Tako da imajo najrazličnejše športne igre, od nogometa, košarke, zero waste, igrajo med 2 ognjema, tečejo, potem spodaj imajo tudi košarko, preizkusijo se lahko kot mini skakavci, imamo tudi mini planico, kmalu pričakujemo koncert Trkaja, ki si že ogleduje malce prizorišče, tako da res pestro dogajanje, ki ga zaključujemo nekje okrog 12:30. Potem bo čas za malico, malce počitka, ob 14. pa se bomo vsi skupaj v povorki z zelenimi zastavicami seveda odpravili na cilj dirke Tour of Slovenija. Gre torej za en vseslovenski projekt v bistvu, ki ste ga pripeljali v Ormož?
Ja, tako, ja, to je v bistvu projekt, ki teče po vsej Sloveniji, seveda sodelujejo zainteresirane občine in šole in ko smo se prvič srečali z organizatorji oziroma vodjem tega projekta, nam je bila ideja zelo všeč in smo dejali, glede na to, da je v juniju tako ali tako planiran dan mladih in da je šport tisti, ki ga je treba med mladimi promovirati, da bomo nekaj takšnega priredili tudi pri nas. To pomeni, vsi tisti, ki torej vodijo ta projekt, poskrbijo najbrž tudi za vso infrastrukturo, ne? Vidimo še in še zanimivih rekvizitov tukaj. Tako, pravzaprav poskrbijo za vse, tudi za oder, tako da je res lepo potem videti stadion v eni takšni veseli, športni preobleki. In koliko se vas je zbralo vseh skupaj z vami vred? Danes je tukaj med 500 in 600 otrok. Nekatere osnovne šole so poslale vse otroke, druge samo določene razrede, kajti od 1. do 5. razreda igre potekajo v tekmovalnem duhu, pomeni, da se otroci naprej uvrščajo v finale v Koper. Od 6. do 9. razreda pa imajo na podoben način organizirane igre. Razlika je le v tem, da pač je zmagovalec, ampak je zmagovalec Ormoža. Zelo aktiven med udeleženci dogodka pa je bil tudi Viktor, maskota Plazma športnih iger mladih. Super je bilo. Ne vem. Fajn je bilo. Ti je tak najboljša, boljša kot navadna šola, to je logično. Dobili smo plazma piškotke, če smo zadeli tja z obročem. Bilo je fajn. Med dvema ognjema smo bili druge. Tekala sem. Vključevanje v Plazma športne igre mladih ni zgolj udeležba na športnem dogodku, je aktivno sodelovanje v gibanju, ki spodbuja pozitivne življenjske vrednote. To je priložnost za otroke, da na enem mestu doživijo dogodek, ki ceni zdravje, dobro počutje in medsebojno spoštovanje. Občina Ormož je tudi letos, tretjič zapovrstjo, v okviru občinskega praznika gostila Tour of Slovenia. In sicer cilj tretje etape, ki je potekal minuli petek. Kolesarska dirka po Sloveniji 2025 je tudi letos s prenosom v živo lepote Slovenije ponesla več milijonom gledalcem v 130 državah po svetu, tudi Ormoža in okolice. Kar 27 kilometrov kolesarske proge je namreč vodilo po občini Ormož. Kot je znano, je tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji štartala 5 minut čez 11. uro v Majšperku. Kolesarska karavana, ki je štela 110 kolesarjev, je nekaj minut pred 15. uro iz Hrvaške po prehodu Dravskega mostu prispela na območje občine Ormož. Zapeljala po Ljutomerski cesti na Dobravo, čez Stanovno do Mihalovcev in Ivanjkovcev, ter skozi Veličane na Jeruzalem. In od tam nazaj v Ormož, čez Pavlovski vrh in skozi Pavlovce. Po obvoznici v center mesta na Kerenčičev trg, kjer je bil cilj tretje skupaj 173 km dolge etape. Na cilj je s časom 3 ure 57 minut in 48 sekund prvi dokolesaril 31-letni Nizozemec Dylan Groenewegen s tima Jayco Alula, ki je v rahlem sprintu navkreber v zadnjih metrih za 4 sekunde prehitel Kolumbijca Juana Molana in za 6 sekund Nemca Phila Bauhausa.
in tako 3. leto zapored zmagal v Ormožu. Odličen 6. je bil Slovenec Tilen Finkšt iz tima Adria Mobil. Na oder prihaja župan Ormoža, gospod Daniel Vrbnjak, ki bo podelil nagrado za zmagovalca dneva. There is the winner of first stage this year Tour of Slovenia, Majšperk Ormož. Once more, the best in Ormož, Dylan Groenewegen. Željko Alula, Nederland. Gospod župan mu bo potem predal vse, kar mu seveda gre, torej pokal. To sta že dobra prijatelja, župan in pa Dylan. In potem seveda tudi brez penine ne bo šlo. Seveda brez penine ne bo šlo. In tudi rožice. Bravo Dylan. Hop, 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 bravo Dylan. And wine, Dylan. Jepala. In še odpremo penino, bravo. V tem trenutku prihaja na oder podeljevalka zelene majice vodilnega na dirki po Sloveniji po 3 etapah. Gospa Lara Pintarič, vodja prodajnih mest Vzhod Telekoma Slovenije. Vodilni po 3. etapi, zelena majica, there is the leader after first stage. Today's stage between Majšperk and Ormož. Ladies and gentlemen, Fabio Christen, Switzerland, 2:46.5. Rdeča majica, red jersey, points, jersey for Dylan Groenewegen. Netherlands, Željko Alula. 2 etapni zmagi za Dylana Groenewegena. Podeljevalec je gospod Simon Kalužan, predstavnik podjetja Nicecash, ki je tudi na odru. Zdaj pa še penina za rdečo majico. Mi čakamo na modro majico, najboljšega na gorskih ciljih. Podeljevalec pa samo malo. Torej, podeljevalec za modro majico, gospod Marko Galič, vodja marketinga v Lidlu Slovenija in Lidlu Hrvaška. Ja, brez banane ne bo šlo. Še dobro, da ima banana pomoč. Kaj, če bi stopila na olupek. In v modri majici najboljšega na gorskih ciljih. Once more, Fabio Christen, blue jersey, king of the mountain. Gospod Marko Galič, predstavnik Lidla Slovenija, vodja marketinga. Brez kar dobro se bo najedel sadja. Vse 3 dni je dobil tole košarico. Dame in gospodje, modra majica, Fabio Christen, Switzerland. Torej, na odru mladi domači ljub slovenskega kolesarstva, Jakob Marzel. Včeraj je oblekel belo majico in tudi danes in jutri na štartu v Mariboru bo belem.
Jakob Omerzel je po 3. etapi pristal na skupno 6. mestu kot najboljši Slovenec. 19-letni Novomeščan nosi belo majico vodilnega med mladimi kolesarji do 23 let. Odlično, obranil sem majico, tako da v jutro še zmeraj obdržim. Jutro pa v nov dan. Kje se vidiš čez kakšno leto? Definitivno tukaj, kjer sem zdaj, na kolesu. Veliko treniraš? Ja, definitivno, zahteva veliko treninga, se zaradi tega tukaj smo. Iskrene čestitke! Hvala. Izjemno smo zadovoljni. Zmagovalec Dylan Groenewegen je dejal, da obožuje to dirko. Lepo je videti toliko ljudi in predvsem otrok ob cesti, je povedal. Gre za dobro dirko, kar se tiče preverjanja pripravljenosti in sodelovanja v teku dirke, pravi, ter dodaja, da pa je na enem izmed vzponov vseeno malo zaostal. Malo sem izgubil fante, a sem jih ujel na kakih 500 metrov pred ciljem. Na koncu je bilo dovolj za zmago. Bil je lep boj z Molanom, ampak najpomembnejše, da sem ujel zmago. Cilj kolesarske dirke po Sloveniji je za Ormož bil velik dogodek. Realizacija dogodka občino stane 65 000 evrov, a še kako pripomore k razpoznavnosti Ormoža in okolice oziroma destinacije Jeruzalem Slovenija. Razveseljuje tudi množičnost dogodka in pripravljenost sodelovanja. Organizirati oziroma imeti priložnost organizirati takšen dogodek je za nas izjemno pomemben. Vidite, koliko ljudi se zbere. Moram reči, da tudi domačini, kot vsi drugi, pridejo v naš prelepi Ormož. Skozi video smo videli, koliko se je zbralo tudi ljudi na sami trasi, tako da izjemno zadovoljni, izjemna promocija, izjemno sodelovanje, povezovanje na področju športa in to je to, ne? Čudoviti, skoraj neverjetni posnetki so se dali videti, ne? Te posnetke je videl tudi cel svet, to je tisto, kar laska. Več 10 milijonov ljudi je to videlo, tako da to je tisto, na čem je potrebno delati, potrebno je iti stopničko više, to smo mi šli. Mislim, da so našo destinacijo Jeruzalem Slovenija skozi dirko po Sloveniji spoznali v najlepše luči in naprej se bomo trudili. Jaz mislim, da smo danes spet en korak napravili bližje, da je naša destinacija še bolj prepoznavna in sigurno še bolj obiskana. Kaj pa pravite o zmagovalcu? Letos ste mu torej tretjič čestitali, ne? Ja, sem mu čestital, tudi sem mu omenil, da je verjetno dober zrak v našem Ormožu, da je že tretjič letos zmagovalec. Mi je to potrdil, da se pri nas počuti odlično. Tako da lepo je, moram reči, da sem me celo spomnil, da smo se že tretjič videli, ampak evo, to so nepozabni spomini, ki krasijo šport, ki delajo nova prijateljstva in to je tisto, kar je najbolj pomembno v naši občini. Obljubili ste, da bo prihodnje leto spet katera izmed tur tukaj v Ormožu? Absolutno se bomo potrudili, takoj bomo šli v kontakt z vsemi tistimi, ki to organizirajo. Pa jaz verjamem, da glede na vse, na kakšen način organizirajo, moram reči, da smo bili prejšnji 2 leti zelo pohvaljeni okrog same organizacije. Tudi letos je šlo vse brezhibno skozi, brez napake, lahko rečem. Tako da sem prepričan, da si zaslužimo organizacijo tudi naslednje leto. Pred več kot 800 gledalci so nogometaši Ormoža v prvi tekmi kvalifikacij za uvrstitev 3. slovensko nogometno ligo Vzhod gostili Rače. V izjemnem vzdušju in ob zanimivi predstavi se je zmage s 4-2, polčas 1-1 veselil prvak Medobčinske nogometne zveze Maribor. V sredo je bila na sporedu povratna tekma. V razpletu te tekme pa več v naslednji oddaji. Žreb za popolnitev 3. slovenske nogometne lige je prvaku Medobčinske nogometne zveze Ptuj Ormožu namenil prvaka Medobčinske nogometne zveze Maribor Rače. Ormožani so osvojili prvo mesto v Ptujski superligi, Rače v mariborski Golgeter ligi. Pred tekmo so za rahlega favorita veljali gostje iz Rač, kateri so v svoji ligi suvereno osvojili prvo mesto, s kar 17 točkami prednosti pred drugo uvrščeno Pesnico. Domači trener Aleš Jurčec je imel zaradi poškodb veliko težav s sestavo ekipe.
Manjkali so Stefan Zazič, Niko Kosec, Borut Zorec, Aljaž Miklašič, Anže Šujen, Žan Šujen in Rok Lah. Ormoška enajsterica je izgledala takole: golman Denis Prapotnik, igralci v polju, kapetan Teo Prapotnik, Sebastian Piberčnik, Luka Ladika, Blaž Borko, Patrik Javševec, Luka Kirič, Dejan Kociper, Jan Vočanec, Jan Trstenjak in Alison Gabriel. Rače so se v športnem parku Mestna Graba predstavile z naslednjo enajsterico: vratar Nejc Pesek, kapetan Alen Knez, Aljaž Pristovnik, Jure Svenšek, Nejc Pipenbacher, Nino Novak, Daniel Leben, Rok Štraus, Gašper Pipenbacher, Staš Mlakar in Timotej Dodlek. Sodniška trojka je bila naslednja: glavni sodnik Anže Šepec, pomočnika Veljko Mijatovič in David Vozlič. Nalogo delegata je opravljal Marjan Drvarič. Ljubitelji okroglega ustja so videli zelo dobro predstavo, ki je postregla s kar 6 zadetki. Gostje iz Rac so se na koncu veselili zmage z rezultatom 4-2, polčas 1-1. Rače so povedle v 12. minuti, ko je mrežo domačega vratarja Prapotnika zatresel Novak. Domači so v prejetju tega zadetka imeli precej smole. Strelec prvega zadetka na tekmi, Novak, je v nadaljevanju zamudil izjemno priložnost za drugi zadetek Rač na tekmi. Pohvaliti je potrebno odlično reakcijo domačega golmana. V 26. minuti trenutek je razburil goste, kateri so prejeli 3 rumene kartone. Za domače je kazenski strel izvedel Javševec in izid izenačil na 1-1. Do odmora se mreže več nista zatresli. Še največ dela je imel glavni sodnik Šepec, ki je do odmora pokazal 5 rumenih kartonov. Med temi ga je v 36. minuti prejel domači kapetan Prapotnik, kar je v nadaljevanju imelo pomemben vpliv na rezultat. Isti igralec je še drugič porumenel v 60. minuti in posledično s tem prejel rdeči karton. Takoj po izključitvi domačega kapetana so znova zadeli gostje. Domači branilci so bolj ali manj spremljali, kaj se dogaja v njihovem kazenskem prostoru. Tim Vodeb, kateri je v igro stopil le nekaj trenutkov pred tem, pa je zadev za vodstvo Rač z 2-1. Vodstvo Rač je trajalo le 2 minuti. Mlakar je v svojem kazenskem prostoru podrl Brazilca Alisona in domačem je pripadla še druga 11-metrovka. Tudi v drugo je bil natančen Javševec, sicer najboljši strelec ptujske Superlige. Še enkrat več je bilo vroče pred golom Rač. Padel je Javševec, a sodniška piščalka je tokrat ostala nema. Bolj je tekma šla k koncu, bolj se je stopnjevala nervoza na obeh straneh. Padlo je kar 11 rumenih kartonov, 5 na strani domačih in 6 na strani gostov. Rače so s pridom izkoriščale igralce več v polju in v končnici tekme popolnoma prevzele oblast na terenu. Domačim so začele pojenjati moči in s tem tudi zbranost. V 86. minuti je Žan Rajš izkoristil anemičnost domačih branilcev in v pravem fliperju dosegel 3. zadetek za prvaka, golgeter Medobčinske nogometne zveze Maribor. Na koncu so gostitelji prejeli še 4. gol. Svenšek je izkoristil predložek iz kota na drugo vratnico in zadev v 4. minuti podaljška.
Povratna tekma bo odigrana v sredo 11. junija ob 17:30 v Račah. Glede na prednost prve tekme in glede na težave pri sestavi igralskega kadra v Ormožu je zdaj vloga popolnega favorita na strani Rač. A pustimo se presenetiti, saj smo Ormožani znani po svoji izjemni borbenosti. O razpletu povratne tekme več v naslednji oddaji Utrip Ormoža. Tako v Ormožu kot v okolici dogodkov ne zmanjka. V Ormožu praznujemo občinski praznik, dogaja pa se tudi v sosednjih občinah Središče ob Dravi in Svetem Tomažu. S tem, da se v Svetem Tomažu tudi že pripravljajo na svoj občinski praznik, ki bo obogatil mesec julij. V glavnem, v našo družbo vas vabimo tudi prihodnji teden in vam želimo vse dobro. Srečno!